Naredi video za bolečino v zadnjem delu stegna, tendinitis bicepsa femorisa. Danes bomo naredili preprosto najboljšo zaporedje vaj, ki jih poznam, za izboljšanje bolečine za stegnom doma. Predvsem, če bolečina prihaja iz te mišice. Tista bolečina, ki gre iz stegna proti zunanji strani kolena. In če si tukaj prvič, ti bom pomagal zamenjati tisto vrečko zdravil za enostavne vaje. Niti treba biti suh, mlad ali gibčen, da bi se dobro gibal. Ta mišico nadzorujeta dva dela slavnega ishiadičnega živca. Če je ishiadični živec razdražen, preprosto ne dovoli mišici, da se sprosti. In v tod prihaja bolečina v zadnjem delu stegna in vnetje tendinitis bicepsa femorisa tukaj ob kolenu. Kar bomo naredili, je preprosto najboljši način za mobilizacijo, za sprostitev ishiadičnega živca, v tem primeru. Sedi bolj na rob stola. Pomembno je, da imaš stopalo dobro naslonjeno na tla. Zaokrožil boš hrbtenico od glave do križnice, do konca hrbtenice. Ne odstranim mikrofon tukaj, sicer boste slišali mojo brado, kako praska, ali pa bom jaz poslušal svoj vrat, kako dela tisti zvok kot golob. Začni z zvijanjem hrbtenice. Glej, prilepi brado na prsi in zvijaj, naredi črko C s hrbtenico, dokler ti je udobno. Naslednji korak, iztegni nogo do točke tik pred bolečino. Želim, da čutiš razteg v nogi, brez bolečine. Če boli, samo malo vrni nazaj. V tem položaju bomo naredili enak gib s stopalom in z glavo. Poglej, dvigni stopalo, dvigni glavo. Spusti stopalo, spusti glavo. Pazi, da ne premikaš kolena, ne premikaš kolka in tudi hrbtenice ne. Samo stopalo in glava. Naredi ta gib 30krat, brez naglice, počivaj in ponovi 3krat. To so 3 serije po 30 ponovitev. Takoj začutiš, da je noga lažja, bolečina manjša, ampak pomembno je, da se spomniš, da v prvih dneh, predvsem, ta vaj boš izvajal samo enkrat na dan. To zato, ker živec potrebuje čas za počitek, da si opomore, potem ko ga mobiliziramo. Seveda, naslednji korak je, da sprostiš samo mišico. In v tem primeru raztezanje ni najbolj priporočljivo, ker če je kita vneta, bo raztezanje povzročilo bolečino in tendinitis bo še dlje trajal, da se zaceli. Kar bomo naredili, je, da deaktiviramo napetostne točke ali celo sprožilne točke te mišice. Ostani sedeč na stolu, vendar na robu stola, z nogo trdno na tleh. Malo si bom dvignil oblačila. Poglej, uporabili bomo blazinice prstov, da poiščemo sprožilno točko. Dvoglava stegenska mišica je na sredini, proti zunanji strani stegna. Torej, vzemi si toliko časa, kot ga potrebuješ, počasi, brez naglice. Prav, nočem, da se poškoduješ, ko iščeš najbolj bolečo točko, najbolj občutljivo točko, ali celo vozel v mišici, vozel pod tvojim prstom. Tukaj sem našel najbolj občutljivo točko. Na tej točki boš naredil rahel pritisk, da bo bolečina minimalna in preprosto se sprosti, opazuj, kaj se bo zgodilo. Ostani v tem položaju. Ohrani enak pritisk od začetka do konca. 1 minuto. Začutil boš, kako se vozel razrahla, mišica se sprošča, topi pod tvojim prstom in bolečina sama bo popustila. Po minuti nadaljuješ z enakim pritiskom. Ne pritiskaj močneje, ne poskušaj biti pameten. In ohranili bomo pritisk ter rahlo premikali nogo. Poglej, iztegni in vrni nazaj. Pritiskaj z gibanjem še 30 sekund. Ko se mišica sprosti, se izboljša prekrvavitev in od tod prihaja ta občutek, ta val sprostitve, ta občutek toplote, ki se spušča po nogi. To je znak, da si vajo naredil pravilno in tvoje telo se ti zahvaljuje. Hvaležnost, hvale svetloba. Hvale, hvaležnost. In da dokončno izboljšamo tetivo dvoglave stegenske mišice, kjer pride do vnetja, bomo sprostili glavo mečnice. Ko sprostimo ta sklep, se noga sprosti. S tem odstranimo preobremenitev s tetive. Torej, poleg tega, da takoj olajšamo bolečino, izboljšamo tudi okrevanje in celjenje tendinitisa. Kar bomo naredili je, da bomo sprostili in neposredno premaknili glavo mečnice. Pokazal vam bom korak za korakom, kako najdati to kost. Lahko pridete tukaj zadaj, nahaja se blizu te gube na pregibu kolena. Tukaj boste poiskali s konicami prstov, tukaj spodaj pod prstom boste začutili majhno bumkico
Je manjša od golf žogice, približno tako velika kot frnikola. Če imate težave, lahko pridete tudi s prednje strani kolena. Tukaj na začetku goleni je pri nekaterih ljudeh ta kostna izbuklina zelo enostavna za najti. Prišli boste na isti ravni, lejte, skoraj do zadnjega dela kolena, ob strani boste našli to bunkico. Pejte počasi in jo boste našli. Je zelo enostavno. Ko jo najdete, jo boste prijeli. Spredaj in zadaj. Ni treba stiskati. Tukaj sprostite nogo, težo prenesite na drugo nogo. To je pomemben nasvet. Preprosto boste potiskali to kost naprej in nazaj. Osredotočite se na to, da ohranite prijeten ritem zase. Ne skrbite, če na začetku ne čutite, da bi se kost premikala, če se zdi, da je vse trdo. V 30 sekundah do 1 minute boste opazili, da se bo ta kost začela premikati. To je znak, da mazate ta sklek. 30 sekund do minute je več kot dovolj. Dvoglava stegenska mišica lahko povzroči zakrčenost in to se odraža na kolenu in hrbtenici. Na kanalu je že video, ki uči, kako zmanjšati to zakrčenost z 2 vajama. Samo kliknite tukaj, da si ogledate. In če vam bom danes lahko pomagal, delite video z nekom, ki čuti bolečino v stegnu, zadnjici ali po ishiadičnem živcu. To je vse, kar te prosim. Uporabi ta video, da pomagaš tistim, ki to potrebujejo. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.